Lepo pozdravljeni. Bolezni srca in ožilja sodijo med zelo pogoste hude bolezni. Verjetno le redki med nami nimamo s svojimi bližnjimi izkušenj, ki so povezane s temi boleznimi. Podatki so zgovorni. Leta 2019 smo srčno-ožilnim obolenjem pripisali 38% vseh smrti, srčni infarkt, ki velja za najpogostejši med njimi, pa letno doživi okoli 5000 ljudi. Tretjina bolnikov je po srčni kapi in dejavnosti lahko celo dela, 2/3 bolnikov po rehabilitaciji živita normalno. Petina v 5 do 10 letih po kapi vnovič doživi srčno-ožilni dogodek. Kar 60% bolnikov po srčnem infarktu doživlja napade tesnobe in 20% depresijo. Vsak ukrep zdravega življenjskega sloga in vsako zdravilo posamično zmanjša tveganje za okoli 25%. Kdo vse je ogrožen? Na katere znake je dobro biti pozoren? Kaj storiti, da bi zmanjšali svojo ogroženost? In kaj narediti, da nam bo lažje, če se nam ali našim bližnjim vseeno zgodi kaj takega? O vsem tem se bomo pogovarjali z vrhunskima strokovnjakoma, profesorjem dr. Markom Nočem, lepo pozdravljeni, predstojnikom oddelka za intenzivno interno medicino v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in mednarodno uveljavljenim strokovnjakom na področju kardiologije in s primarjem dr. Janezom Polesom, lepo pozdravljeni, specialistom interne medicine, kardiologije in vaskularne medicine in predsednikom Zveze koronarnih društev in klubov Slovenije, zdravnikom, ki tudi iz lastne izkušnje ve, kaj je to infarkt in kako človeku spremeni življenje. Slišali pa bomo tudi zgodbi Mitje Skarlovnika, ki je prvi srčni infarkt doživel pri komaj 35 letih, in dr. Damjana Perneta, psihiatra in igralca. Torej, začnimo kar z konkretnimi vprašanji, spoštovana gosta. Katere sploh so tiste najpogostejše bolezni srca in ožilja in kaj jih sploh povzroča? Pa, če dovolite, začnem pri vas, dr. Poles. Ja, zdaj od bolezni srca je najbolj pogosta ishemična bolezen oziroma visok krvni tlak. Oba sta generalna oziroma bistvena faktorja, ki pripeljeta tudi do srčnega popuščanja, ki nas seveda v kasni starosti oziroma po 50. bistveno bolj ogroža. Seveda je pa srce bolno tudi, kadar ima motnjo srčnega ritma, kadar ima bolane zaklopke, kadar ima vnetja, in kadar ga lahko tudi prizadene kakšna viroza. V zadnjem času smo bili seveda priča tudi infektom s covidom, ki je poleg pljuč prizadel tudi pogosto srce. Kar nekaj pojmov v bistvu uporabljamo pogosto in ne vemo čisto dobro, kaj pomenijo. Uporabljamo srčna kap, srčni infarkt, možganska kap, še kaj drugega. Kakšna je pravzaprav razlika med njimi? Kaj je tisto pravilno, kar uporabljamo, ko govorimo o teh stvareh? No, srčna kap je nekak laični izraz, ki ga res pogosto uporabljamo in pomeni dvoje. Lahko pomeni srčni infarkt in drugo obliko nenadni zastoj srca. To laiki nekako razumejo kot srčna kap. Možganska kap se pa, kot bi rekel, dogaja eno nadstropje višje. Tukaj je pa problem v možganih, srce deluje, vendar v možganih pride bodisi do krvnega strdka ali do krvavitve, ki seveda takoj povzroči hudo motnjo v delovanju možganov. To pa imenujemo možganska kap. Če se nekoliko posvetimo razlogom za te bolezni, morda, če najprej pogledamo tiste, ki so razloge za težave srca, ne pa za tiste nenadne dogodke, kot so srčni infarkt. Kaj pravzaprav povzroča težave s srcem? Ja, v bistvu je to ena velika skupina dejavnikov, ki jim rečemo dejavniki tveganja. Omenil sem že prej pojav zgodnje ateroskleroze, se pravi dogajanja znotraj žilne stene, ko se začnejo nabirati srčne slage, aterom, ki ima krovček in seveda pripelje potem lahko do zapore, kot krvni strdek, ki mu rečemo, ki zapre žilo. Hkrati pa seveda imamo potem naprej zelo pomemben dejavnik tveganja je kajenje, sladkorna bolezen, predvsem telesna nedejavnost in seveda v zadnjem času veliko govorimo tudi o stresu,
vendar o neobvladanem stresu. Pozitiven stres je seveda vedno gonilo razvoja. V vsem tem se skriva pa seveda tudi genetika in genska informacija, ki nosimo v sebi, je zelo, zelo pomembna. No, morda bi vas kar na tem mestu vprašala, tudi vi sami ste doživeli infarkt in prav napisali ste en zelo zanimiv tekst, v katerem ste zapisali, da v trenutku, ko se je vam to dogajalo, ste se seveda tudi spominjali tega, kako ste nekoč pred tem rešili življenje svojemu očetu, ki je tudi doživel infarkt. Torej je ta genetska pogojenost v bistvu zelo močna. Ja, prav gotovo ni čisto dominantna dedna bolezen, ampak vemo, da se v določenih familijah oziroma rodbinah javljajo pogosteje bodisi žilne bolezni, bodisi ledvične bolezni, bodisi bolezni prebavil. No in mi pri nas smo pač obremenjeni z žilnimi boleznimi. Oče z infarktom, kasneje na koncu tudi možgansko kap, mama z možgansko kapjo. No, vaš oče je imel to veliko srečo, da je imel ob sebi sina, ki je znal ukrepati, bi človek rekel. To se zgodi. To je samo še en dokaz, da je lahko medicina lepa. Tako. Pravzaprav bi bilo pa dobro, kot sta že pred tem današnjim pogovorom poudarila, če bi čim več ljudi čim več vedelo o teh zapletih, da bi znali vsaj pravilno reagirati, če ne že morda reševati življenj. Dobro, dejavnike tveganja je torej gospod Poles lepo razdelal, ampak kaj pa tisti nenadni zaplet, ki v bistvu že siceršnje težave pripelje prav do roba? Kako se to zgodi? Zakaj? Vemo, zakaj pride do srčne kapi. Osnova srčne kapi je proces poapnjenja krvnih žil, o katerem je primarij Poles govoril. Srčna kap je pa tisti zaplet, zaradi česar dejansko te bolniki umirajo. In seveda ključna vloga pri uspešnem zdravljenju tega zapleta, s tem tudi preživetju, je vedno na laiki. Bodisi na bolniku, da prepozna znake srčnega infarkta in pravočasno pokliče nujno medicinsko pomoč, ali pa na svojcih, da to storijo na mesto bolnika, odnosno, če pride do tistega najhujšega zapleta, ki sem ga omenil, to je nenadni zastoj srca, ko se srce naenkrat ustavi, človek izgubi zavest, pade kot pokošen in bo dejansko umrl, če ne bo prave pomoči, da je laik prav tako v tistem primeru, ko se še bolj mudi, pravilno odreagira, da takoj to prepozna, obvesti nujno medicinsko pomoč in še pomembneje, seveda takoj začne z laičnim oživljanjem in če je na voljo nek zunanji elektrošok, kot temu pravimo, da tega seveda takoj uporabi. In seveda tukaj je zelo velik pomen pravilnega izobraževanja laikov in zato so to po moje stvari, ki bi mogli biti del splošne izobrazbe vsakega izmed nas in po mojem trdnem prepričanju bi se pouk o teh stvarih moral začeti že v osnovni šoli. Torej, ne samo sistem, tudi vsak od nas bi pravzaprav moral prepoznati to odgovornost do svojih bližnjih in se podučiti verjetno o osnovnih stvareh. Verjetno se to strinja. Seveda, absolutno. Ja. Še eno vprašanje, torej možganska kap, v bistvu tesno povezana oziroma del bolezni srca in žilja oziroma ožilja, kot pravimo. Možganska kap, tudi vi imate osebno izkušnjo z možgansko kapjo, kaj ne? Nam lahko prosim poveste nekaj več o tem? Ja, možganska kap je stvar, ki se, kot sem rekel, dogaja eno nadstropje višje. Tukaj srce povsem normalno deluje, do motnje pa pride na področju možganov, kar se kaže z nenadno ohromelostjo, s tem, da bodisi izgubiš govor in da se ti povesi obrazni kot in te zadeve. No in seveda moja osebna izkušnja je z letošnjega leta. Nenadoma po dežurstvu zjutraj, nenadoma nisem moral govoriti. In jaz sem seveda takoj vedel diagnozo, vendar nisem mogel povedati, ker nisem mogel govoriti, ker je prizadela to povirje možganov, tukaj možganska kap razvijajoča. No, seveda, ko je prišel do mene kolega, zato nisem mogel povedati diagnoze, ki je bila meni seveda povsem jasna in sem mu samo pokazal na predel možganov, kjer je motnja. Seveda, on je odličen zdravnik in je to takoj spoznal, takoj odredil slikanje možganov, kjer je bilo dejansko to potrjeno, vendar potem je bila sreča, da na poti
na to intervencijo se je ta krvni strdek že sam raztopil, tako da sem v bistvu v slabi uri brez problemov takoj začel govoriti in hvala Bogu ostal tudi, ni ta incident pustil nobenih posledic. Je pa seveda to spoznanje takrat, kako pride v trenutku, kako v trenutku lahko spremeni tvoje življenje, je seveda nekaj, kar mi ni problem deliti z drugim in v bistvu ljudje to uporabiti, da ljudje spoznajo, kakšni so znanilci in kako je treba ukrepati. No, še eno drobno podvprašanje za oba. Ko se to človeku zgodi, predvidevam, vendarle obstane tisti močan strah pred tem, kaj če se zgodi ponovno. Tako pripoveduje veliko ljudi, ki imajo izkušnje ali s srčnim infarktom ali z možgansko kapjo. Kako pa je s tem pri vama? Bom najprej vam dala besedo. Ja, dejansko se zavedaš, ne, da si minljiv in zavedaš se, da nosiš v sebi veliko bombic. Ne. Ampak ko se prva zgodi, recimo pri meni infarkt, seveda je potem nekaj časa bojazen večja. Kljub temu, da sem živel od očetovega infarkta z zavestjo, da se bo tudi meni najbrž to zgodilo. Ampak potem enostavno osmisli življenje v tem smislu, da ga pač treba polno živeti in narediti vse, da bi čim bolj odložil morebitne nove zaplete. In v vsakem ponovnem pojavljanju simptomom je treba seveda napraviti takoj checking, prvo pregled, opredeliti situacijo in seveda poiskati pomoč, ker danes se pač da urediti zadeve. Torej pozornost, ne? Predvsem pozornost, ja. Kaj pa v vašem primeru? No, jaz moram reči, da dokler nismo ugotovili, da je mehanizem te moje možganske kapi bila neka prirojena luknjica na srcu in to luknjico zaprli, bom rekel, s posegom preko žile, ne s srčno operacijo, je vedno bil tisti strah. Potem pa dejansko tega strahu manj, nekako se vrneš tisto življenje, ki si ga imel in si seveda zato zelo vesel. Tako, da je šlo vse tako dobro, kot je šlo v vajinem primeru, ne? Dobro, zdaj predlagam, da pogledamo krajši pogovor, ki smo ga posneli z doktorom Damjanom Pernetom, psihiatrom, zaposlenim na Univerzitetni psihiatrični kliniki v Ljubljani. Del svojega časa namenja odrskim deskam kot član Šentjakobskega gledališča in gledališča Toneta Čufarja Jesenice, bil pa je tudi župan Kranja. Takrat je doživel tudi blažji srčni infarkt. Poglejmo, kaj nam je povedal o svoji izkušnji. Doktor Perne, kot so takrat poročali mediji, ste se najprej nekaj dni slabo počutili. Po odprtju šentviškega predora, kjer ste kot župan sodelovali, pa ni šlo več. Je to pravilna, recimo, interpretacija dogodkov? Kako se vi spomnite tistega obdobja? Ja, v bistvu je to približek, no. Jaz sem se slabo počutil eno popoldne. Ni bilo več dni. To je bilo seveda poleti, vemo, da takrat, ko se je odpiral šentviški tunel, je bilo ravno začetek poletja. Bilo je strahotno vroče in popoldne jaz sem še hotel iti na kolo, pa se nekako nisem počutil dobro, ker nekako me je tiščalo v prsih. Je pa res, da sem imel v tistem času precej kot župan enih zoprnih zadev, takrat smo se ukvarjali s tistimi smetmi in tako naprej, ne, in sem seveda kot psihiater najprej pomislil na tesnobo. Sem rekel, v redu, sem tesnoben, stvar v redu. No in potem sem šel malo počivati in ko sem vstal, se mi je zdelo, da se počutim boljš, ampak bolečina je bila kar taka čudna v prsih, nič fino mi ni bilo in potem sem seveda šel sem šel tja, kjer sem v tistem času delal kot psihiater v ambulantah. Takrat je bila to firma Pacient, sem tam delal kot psihiater in popoldne fante, ki so bili v službi v reševalnih vozilih, prosil, da mi posnamejo EKG. In so mi, ker ni bilo nobenega zdravnika tam drugega, in so mi posneli EKG, samo en kanal seveda. In po tistem zdaj danes, če pogledam ta EKG, mi je popolnoma jasno, da je bilo videti infarkt. Ampak takrat seveda si rečeš, ne, se to ni, se je samo en kanal, mogoče tak položaj in to ni to, samo malo sem, mogoče angina pectoris, nič drugega. Skratka, nisem takrat storil nič, sem se prepričeval, da ni nič. Sem pa eno stvar nekako
na pol podzavestno naredil, šel sem k eni prijateljci v neposredni bližini tam doma in sem rekel, poslušaj, kaj če bi mi spila en viski, pa mi daj še 2 aspirina. In sem to takrat v tistem trenutku popil. To seveda odsvetujem vsem, da delajo, ampak viski je vazodilatator delno, aspirin preprečuje starevanje krvi in takrat sem se na ta način nekako samo mediciral in kaj se je zgodilo, dejansko je bolečina v tistem trenutku nekoliko popustila. In potem sem jaz šel tisti večer spat in zjutraj, ko sem se zbudil, še vedno nisem bil ta prav, ampak sem šel pač na otvoritev tunela. No in ko sem prišel tja, ko sem stopil iz avtomobila, tista vročina pritisne, spet neznanska bolečina, takšna, kot jo opisujejo, smrtni strah, bolečina v prsih, z izzvenevanjem v žile vratu. Ampak sem rekel, kako sem tesnoben, spet zoprno. Ko sem pa prišel v tunel, kjer je bilo pa hladneje, je pa ta bolečina nekoliko popustila, ne povsem. In takrat sem se pa zavedal, da v bistvu to tesnoba ni, ker tesnoba pa nikakor ni odvisna od temperature ali pa česarkoli. Zato sem se takrat, spet tega ne delajte v takem primeru, jaz sam odpeljal v klinični center, stopil na urgenco in tam rekel, glejte, jaz imam infarkt, po vsej verjetnosti. Seveda so se mi malo smejali, ampak na srečo je bil takrat dežuren moj dober prijatelj, kardiolog, ki ga zelo cenim, Marko Gričar, in je prišel zraven in rekel, če Damjan prav, da je to infarkt, potem mu verjamem. In so mi takoj seveda naredili EKG, ki je bil nespecifičen v tistem trenutku. Ampak vseeno sem jaz potem potegnil EKG od prejšnjega dne, ga pokazal in seveda je takoj stekla stvar drugače. Marko me je takoj vzel zelo resno, naredili so koronarografijo in izkazalo se je, da imam praktično 99% zaprto LAD, se pravi sprednjo koronarno arterijo in po vseh pravilih niti ne bi smel sam priti takrat, ja bi moral imeti že resne težave, ampak nekako se je to dobro izteklo takrat. Torej, vse ste storili narobe, ampak za las ste se vendarle rešili, ne? Bi lahko povzeli zgodbo, ne? Bom tako rekel, če tako pogledamo, sem seveda vse naredil narobe, po drugi strani sem pa dosti hitro odreagiral, šel po pomoč. Ljudje nekaj dni čakajo ponavadi s tako bolečino, ne? Jo ne vzamejo resno. Jaz sem jo vse glih do neke mere vzel in sem že drugi dan dopoldne, se pravi, že niti ne, po pol dneva, bom rekel, sem poiskal medicinsko pomoč in to je bilo, hvala Bogu, da sem bil takoj tudi zelo resno vzet, da sem takoj naredil tudi koronarografijo in mi vstavili stent, ker po vsej verjetnosti, če bi stvar še odlašal nekaj ur, lahko da bi me pripeljali z lučkami nezavestnega. Glavni faktor, ki je tedaj vse skupaj sprožil, da je do tega prišlo, je bil pa zagotovo stres in tudi vsi so mi rekli, da je bil to tipičen stresni infarkt, ker je šlo za izolirano eno zožitev žile, medtem ko so bile ostale žile dokaj lepe. Jaz sem imel 14 dni pred tem dogodkom menedžerski pregled z pregledom srčnih žil in vsega in so rekli, to srce bo delalo na veke vekov, ampak očitno ni bilo tako. Zato sem bil še toliko bolj korajžen takrat. No, ampak hočem reči, da nikoli ne moreš čisto predvideti, kaj se bo zgodilo in treba je dejansko resno vzeti znanilce, ki ti kažejo, da se v to smer dogaja. Torej, kako ste spremenili potem svoj življenjski slog? Vezani ste bili na vse strani, torej še župan, veliko hobijev, veliko zanimanj. Kaj ste storili? Fizične aktivnosti, telesno sem se zelo udejstvoval kar nekaj časa, hodil v hrib vsak dan na Šmarjetno. Jaz sem bil v Kranju pod Šmarjetno doma, vsak dan na Šmarjetno zjutraj, že ob 6 in tako naprej, izgubil več kot 20 kg telesne teže, se pazil, seveda kadil nisem več pržgal. Najbolj pomembna stvar, ki sem jo pa naredil v tistem času zagotovo in se je to dogajalo v času moje rehabilitacije v Toplicah,
takrat sem naredil dejansko s pomočjo zdravnika, ki me je takrat tam vodil in mi je rekel, poslušaj, jaz ti ne morem dati recepta za to, kako boš živel brez infarkta naprej. Ta recept imaš ti v tvoji glavi, saj si psihiater. Nauči se obvladovati svoj stres. In stvar, ki sem jo dejansko naredil takrat v tistih 3 tednih rehabilitacije, je bilo, da sem si na novo splaniral življenje. Takrat sem se odločil, da nikoli več v življenju ne bom župan, da bom, ko se konča mandat, iz tega izstopil, da se bom posvetil spet svoji stroki, delal v njej, predvsem pa, da bom spremenil svoj odnos do stresa v tem smislu, da pustim, da neke stvari gredo mimo mene. Spoštovana gosta, posvetimo se torej simptomom tistih ključnih srčno-žilnih bolezni. Slišali smo, kako so se težave pojavile pri gospodu Pernetu. Kaj pa pri vas, dr. Poles, tista košnja za staro očetovo koso, torej pri vas na Pohorju, ne? Kateri simptomi so bili pri vas tisti ključni? Ja, pravzaprav je bila zadeva zelo atipična, ne? Jaz sem začel kositi, trava je bila visoka, intenzivno sem pač mlatil po travi, pokosil, 8x12 metrov in potem se je zgodilo, da sem enostavno postal kar brez moči. Ni bilo tipične bolečine, ni bilo dušenja, se pravi, enostavno neka čudna nemoč in potem še bolečina v križu, kar me je malo zavedlo, ne? Se pravi, rotacija, ki je nisem počel že 10 let, pri Noni sem kot mlad fant kosil. No in sem šel potem lepo v vikend pospravljati, najprej sem snaril nek sok, en sendvič pojedel in potem pospravljal, ker smo pričakovali, da bomo naslednji teden preživeli gor počitnice z vnukinjami. In po približno pol ure, malo več, sem šel kositi z rotacijsko kosilnico za hišico, tam je pa nizka trava, taka čopasta, pohorska, 15-20 cm, in sem pognal kosilnico, začel hoditi za nami po 10 metrih, približno 15, enaka zgodba. Nič, samo nemoč. Morda neko čudno nelagodje, ampak niti približno ne bi to opisal kot bolečino. Potem je prišel sosed, ko je videl, da pospravljena stvari mi je pokosil in sem tu zamudil približno uro pa pol in sem se potem odpravil seveda povsem fit v dolino. Med potjo mi je postalo slabo, da sem šel iz avtomobila, ker sem mislil, da bom bruhal. Tudi brez bolečine, samo neko nelagodje. In potem seveda sem ugotovil, da to ni križ, da je to srce. In sem se lepo mirno usedel, se nadihal, se sprostil, zatipal puls, je bil dobro polnen, je bil ritmičen, nastavil sem se na telefon 112, ker sem še najprej razmišljal, a pokličem reševalno vozilo takoj, ampak sem bil povsem fit in sem rekel, ne, brez veze, jaz se lahko peljem, 20 minut imam do doma, oba reševalca bo ta vozila približno pol ure do mene. In pridem domov, žena je bila presenečena, zakaj sem tako hiter nazaj in povem, in me je tako odpeljala v zdravstveni dom in tam mi posname EKG in kolega tako vehementno prišel z EKG-jem, no, kaj pa zdaj, ne, se vidiš, EKG je vredno, ne, si se malo prestrašil, ne. Sem rekel, veš kaj, nisem se prestrašil, ampak nekaj je srcem narobe. In sem rekel, zdaj, sej tudi bolnikom naredimo vedno laboratorijske preiskave, napravimo še to. In napravi laboratorij ni bil troponin, se pravi tipičen marker, kazalec za dogajanje v srčni mišici visoko pozitiven, in potem se je pač dogajalo nekaj stresnih momentov, telefonat do Ljubljane, ker so ugotovili, da smo Štajerci, spadamo v Maribor, potem v Maribor, ker so ugotovili, da ne dela aparatura, in potem je bilo dilema kam, ne? Ali jih nam v bolnišnico, ne, pa sem rekel, veš kaj, tako že so pelali zdaj nesmiselno, v soboto zvečer, ne, se treba nekaj narediti, greva do prvega križišča in smo šla potem v Celje, ne. In v urgenci se je zgodila enaka zgodba, ne, prišla kolegica, pogledala EKG, jaz sem bil še vedno no name, sej ni nič, EKG je nem, in kaj potem, ne, zakaj ga boste, se bi lahko doma počakal, ne, oziroma v lokalni bolnišnici. No in potem sem jaz poprosil, če morda nima kakšnega kardiologa, in se je potem pojavil kolega Žuran, cimer iz let študentskih časov v Vrarno, so bila skupaj, odličen mlajši fant, odličen zdravnik, in naredil ultrazvok, je rekel, ja, to je spodnja stena.
in potem se je zopet odvijala telefonjada in pregovarjanje in smo potem šli v Maribor. In potem tam je bil pa potem šok zame, ne, ker takoj po uvajanju katetra je kolega Vokač, z njim smo preživela izobraževanje podiplomsko v Zagrebu, rekel, Janez, ti si moral imeti že nekaj infarktov. Sem rekel, zakaj? Tvoja koronarka je totalno kalcinirana in kronično okludirana, zaprta. In potem se nekaj časa mučil in je uspel potem žilo z vodilno žico prebiti zadevo, so mi lepo z balončkom rešili žilo. Hkrati je bil pa seveda problem v tem, da je bila zelo dobro razvito kolateralno, se pravi obvoznice iz desne koronarke v področje, ki ga sicer leva prehranjuje, ampak je bila tudi desna že malo načeta. 70%, 60% stenoze, zaužitve, in potem so mi dali stent v desno, stent v levo. In potem se je postavilo vprašanje, koliko je zdaj treba moje srce poganjati, da bo tekla kri, zdaj ne samo po avtocesti, ki je naredil stent, ne, ampak tudi po vseh tistih kolateralah, obvoznicah, ki so se gradile v času, nekaj let verjetno, ko sem bil pridno telesno dejaven, se preganjal vse povsod in skrbel za pretočnost. In odgovora na to nimam. Je pa res, da je potem se zadeva bliskovito odvila. V soboto se je bil dogodek, v ponedeljek sem bil premeščen v našo bolnišnico v Topolšici. V četrtek smo že napravili bolnitveno testiranje, da bi videli, kje je nivo trening frekvence, in tu sem bil seveda potem zopet razočaran. V četrtek, se pravi 2 dni pred incidentom, smo žena vozila kolo, bila povsem aktivna in jaz sem lepo vozil lahko oziroma poganjal svoje srce do frekvence 145. Toliko sem imel na Polarju tudi nastavljen limit in alarm. Zdaj je bil žalost, da se je EKG zelo spremenil, kar smo pristali tudi spremembam na žilni steni, znotraj žilne stene zaradi stentiranja vsega ostalega, ampak pri 95 utripih je bila zgornja meja, ker pri 100, ki se je EKG že drastično spremenil. In torej sem potem še 14 dni v Topolšici lepo pridno telovadil, vozil kolo, potem, oziroma 3 tedne, potem smo napravili ponovno testiranje, dvignili trening frekvenco na 115, in potem sem šel na dopust, šla sem prvo na dopust v Portorož, kjer sva pridno hodila, kolesarila po Parencani, malo splavala in po mesecu dni sem prišel nazaj, naredil ponovni test, je frekvenca 135 in danes 135 oziroma 140 drajam zopet svoje srce, brez kakršnih koli težav. Seveda, človek pazi mogoče bolj natančno na prehrano. Naenkrat sem dobil 50 zdravil, to je velika sprememba, ki jih moraš enostavno jemati, kljub temu, da se včasih postavlja vprašanje, je potreben, je potreben, kajti sicer bo zadeva se ponovila in bo tudi zadeva na žili napredovala hitreje, kot bi sicer lahko. Doktor Poles, če dovolite, bomo o rehabilitaciji nekoliko natančneje, še posebej, da bomo čim bolj jasni glede simptomatike zdajle. Veste, kaj me nekoliko zaskrbelo, ne? Ja. Recimo, ko ste vi govorili vašo zgodbo, vi ste zdravnik, kardiolog, vi vse te stvari poznate, kaj pa navadni smrtniki, naprimer, ne, ki nimamo nobene povezave z zdravniškim poklicem, nikoli ne bomo znali tako pozorno spremljati vseh simptomov, vseh pretokov, vseh EKG-jev in tako naprej. Ne? Na kaj pa je tisto, na kar smo lahko z nekoliko bistveno manj znanja vendarle pozorni? Zdaj, če združimo izkušnjo doktorja Polesa in doktorja Perneta, ki smo jo prej slišali. Ne? Ja, dobra stvar, bom rekel, pri srčnem infarktu je to, da je, bom rekel, prezentacija pri enih 80%, 70%, 80% bolnikov lahko zelo tipična in za laika v bistvu zelo lahka za prepoznati, če seveda na to misli. To pomeni, če to pozna, saj teoretično. Doktor Poles ni ta primer. Doktor Poles je potem, ker sem slišal, nekako spada v tistih 20%, bom rekel, prezentacij, ki zahteva določene dodatne preiskave, da se lahko prava diagnoza postavi. Ampak pri večini laikov je ključna stvar, bom rekel, pri večini bolnikov je ključna stvar, na katero mora laik pomisliti. Bodi si bolnik, bodi si svojc, bodi si prijatelj, bodi si nekdo, ki pride
ravno takrat mimo. To, da človeka nenadoma začne hudo boleti v prsnem košu. Ta bolečina je lahko pekoča, lahko stiskajoča, lahko reče samo zelo me boli, lahko rečejo, kot bi mi slon stopil na prsni koš. Ta bolečina je lahko omejena v prsnem košu, lahko se širi v roko, lahko se širi v vrat, v čeljusti, lahko se širi v zgornji del trebuha, lahko začne v trebuhu in se širi v prsni koš, ampak ta značaj bolečine, ki je praviloma zelo huda. Tako da veliko ljudi je prepotenih, veliko ljudi ve, da se nekaj dogaja hudega. In to je ključno, da se te, bom rekel, ta oblika, ta prezentacija, da laik spozna in takoj pokliče 112. In seveda to je urgentna številka in seveda, če zadevo predstavi na tak način temu dispečerju, potem bo seveda ta posumil na srčni infarkt. Odnosno mu lahko tudi laik reče, kot laično, vem, je to verjetno srčni infarkt. In takrat se ves proces sproži, bom rekel, ki bolnika pripelje pravočasno na pravo mesto, kjer dejansko ta strdek iz žile učinkovito odstrani. Tukaj je čas ključen. Isti srčni infarkt, če pride takoj na pravo mesto, ima zelo dobro prognozo in te ljudje bodo živeli brez posledic, normalno življenjsko dobo. Če pa se zamuja, je pa lahko usoden ali pa povzroča velik infarkt in s tem zelo, zelo slabo kvaliteto življenja za naprej. Zato vedno poudarjam, da je laik tisti ključni in prvi člen uspešnega zdravljenja, brez katerega dejansko ti nobena moderna medicina ne pomaga. Vi pa potem dobite že posledico tistega laičnega znanja. V bistvu je žal tako, kaj ne? No, ampak lahko ogromno rešite. Ja, in mi smo vedno veseli, kadar laiki na terenu pravilno ukrepajo pri srčni kapi, bodisi da gre za srčni infarkt ali nenadni zastoj srca, ker vemo, da bolnik pride do nas v boljšem stanju, kot bi sicer, in seveda to daje možnost vsem modernim metodam, da so seveda zelo učinkovite. Tako, no torej navijamo za to čimprejšnje prepoznavanje in pravočasno reagiranje. Hvala lepa, za zdaj bomo nadaljevali, zdaj pa tudi zelo zanimiva zgodba gospoda Mitje Skarlovnika. Gospod Skarlovnik, vi ste bili zelo mladi, komaj 35 let, ko ste doživeli prvi srčni infarkt. Kako se je to pri vas zgodilo? Ste takoj vedeli, zakaj sploh gre? Ne, nisem vedel. Bilo je sredi popoldneva proti večeru, pri spravilu sena, začele so se bolečine v ramenih, težko sem dihal, nisem mogel izdihniti. Niti predstavljal se nisem, kaj mi je. Mislim, da sem se prinaglil, da sem preveč hitel. Kdaj pa ste potem šli na prvi pregled? Po kakšni uri šele, po eni uri, ker je bolečine se začela stopnjevati, sem videl, da moram iti. Potem sem šel do dežurnega zdravnika, tam je naredil EKG, ki je opazil, da nekaj ne drži z srcem, da nekaj je narobe. Poslali so me v bolnišnico, tam pa so takoj ugotovili, da se gre za miokardni infarkt. No, povejte nam nekoliko, kaj se je z vami dogajalo potem. Potem je verjetno sledilo neko obdobje zdravljenja, dobili ste, predvidevam, zdravila, verjetno so vam svetovali, da morate spremeniti življenjski slog, da morate biti bolj previdni. Ja, po izpustu iz bolnišnice sem po določenem času bil napoten na rehabilitacijo v Radence. In ko sem prišel domov, po tem končani terapiji, pa vse skupaj, sem se vrnil v službo. Nisem zamenjal službe, čeprav sem imel zelo stresno življenjskega stila, tudi nisem spremenil. Še naprej sem se premalo gibal, se dokaj nezdravo. Telo mi nič ni kazalo, da se mi kaj poslabšuje. Jaz sem živel naprej, normalno, kar se mi je po 8 letih, kar naenkrat se mi je pojavila spet ta bolečina v ramenih. Sem vedel, kaj se mi je zgodilo. Bil sem na kolesu, takoj se obrnil na urgenco, vse se ponovilo, spet UKC Maribor.
Tam, ko sem ležal drugič, sem razmišljal, nekaj je narobe, moram nekaj spremeniti. Ne smem več tako živeti, ker verjetno tretjič mi ne bo več prizanešeno, moral bom nekaj spremeniti. Ne. Po tisti bolnišnici v skrbi sem bil napoten na rehabilitacijo, ki je sedaj bila v bolnišnici. Ne. Tam smo vadili sobno kolo, imeli smo seminarje o zdravi prehrani, o oživljanju, o krvnem tlaku. V bistvu veliko več, kot je bilo na prvi rehabilitaciji. Trudili so se nam cepiti v glavo, da moramo nekaj spremeniti, da ni to dobro, kar smo do zdaj delali. In kaj ste storili? Čeprav nisem bil debel, bil sem poprečno, imel sem 95 kg, sem skušal 10 kg, zdaj sem spremenil prehrano, zdaj se zdravo prehranjujem, veliko se gibljem, 4 do 5 krat na teden, sprehodi, hitra hoja, planinarjenje. Včlanil sem se tudi v koronarni klub, tam z ostalimi mlajšimi člani enkrat tedensko vadimo. V glavnem, hotel sem zamenjati življenjski slog, bolj zdravo živeti. No in to vam je zdaj zares tudi uspelo in imate zdaj verjetno tudi občutek, da obvladujete torej sebe in svojo bolezen, kaj ne? Kot po pregledu kaže, imam urejen krvni tlak, imam urejen sladkor, maščobe so, tako morajo biti za takšnega bolnika. Bom rekel, res fit sem tudi in je to, kar bi mogel že prej početi. No? Ste morali tudi spremeniti svoje delovno okolje? Ste zmenili vse, kar ste želi prej? Tudi delovno mesto sem se zamenjal, ker sem čutil, da prejšnjo delo je bilo zelo stresno in sem želel nekaj, da delam manj stresno, da ni toliko vpliva na moje zdravje. Tudi to je pripomoglo k boljšemu počutju, ker vsem rezultatom, sladkorje se je zmanjšalo, pritisk se je zmanjšal, vse se je izboljšalo s tem. Menite, da bi morda vam koristile še kakšne druge, ne vem, terapije, še kakšne druge, ne vem, bi potrebovali še kaj drugega, da bi bolje funkcionirali? Zdaj ali pa na začetku po infarktu, recimo? Res je, na začetku po infarktu rehabilitacija, to je dobro. Ampak po teh 2-3 mesecih si zaključil, si na svoje. Ni več, nihče ne skrbi več za tebe. Ne vem, morala bi ostajati vseživljenjska rehabilitacija, kjer bi vsak po preživelem infarktu bil član nekega društva, ki bi društvo imeli nek program za tebe, ki bi sodelovali z nutricisti, psihologi, vaditelji, kardiologi. Torej neko oporo dejansko pri teh vaših zadevanjih. Gospod Mitja Skarlovnik, najlepša hvala, ker ste delili z nami vaše izkušnje, seveda v želji, da s tem pomagate drugim. Hvala lepa in veliko sreče, veliko zdravja v prihodnje. Hvala. Hvala tudi vam. Torej, po tej zgodbi gospoda Vilarja se posvetimo rehabilitaciji in temu, kaj nas pravzaprav čaka, če se nam zgodi tak koronaren dogodek oziroma dobimo diagnozo koronarne bolezni, pa nadaljujemo tam, kjer sem vas prej prekinila pravzaprav. Začeli ste s tisto pestjo zdravil, ki ste jih naenkrat dobili. Kaj še? Ja, to je pravzaprav najmanj. Vse ostalo se mi zdi, da je zelo, zelo pomembno in če tega ne počneš, potem tudi zdravila ne bodo dosegla svojega učinka. Je pa res, da je to za mnoge bolnike tudi najtežje. Ko se soočaš z dejstvom, da je treba bolnika, kadar je na drugi strani mize, prepričati, da lahko ogromno za svoje zdravje napravi sam in da se bo moral aktivirati in prevzeti tudi breme tega zdravljenja, je potem seveda zelo, zelo težko ga prepričati in mnogi omagajo. In tukaj je seveda bitka lahko takoj v startu izgubljena, če ne zberemo dovolj energije in se pravzaprav
s tem pogovarjamo vsi, ki se vpletamo v rehabilitacijo, poleg medicinske sestre, še fizioterapevti, kineziologi, dietetiki, psiholog. Slišali smo že prej, da je velikokrat prisotna tesnoba, depresija in seveda bivanje v bolnišnicah se je zelo skrajšalo. Pred leti je bolnik po infarktu ležal skoraj mesec dni v bolnišnici, danes leži povprečno 3,5 dni dneva v povprečju. Tisti, ki imajo takoj scen, grejo lahko že po 2 dneh domov. Ampak je to samo del zgodbe odpreti žilo. Treba je spremeniti način življenja, treba je spremeniti prehranske navade, treba se začeti gibati, treba je začeti reševati strese dovolj zgodaj in se ne prepustiti depresiji in tonjenju. In seveda tukaj je treba in se trudimo vsi, da bi zaprli krog rehabilitacije, poleg bolnišnice še potem zgodno bolnišnično ali ambulantno, če je bolnik zelo oddaljen, potem zdraviliško rehabilitacijo. Potem pa je seveda tu Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije, ki ima svojo mrežo razprostreto po celi Sloveniji. Imamo sicer 2 majhni lisi v Pomurju in Posočju, ampak seveda je dovolj društev in klubov, ki pričakujejo bolnike, ki lahko udejanjajo tudi svojo vseživljenjsko rehabilitacijo, kjer je na voljo tudi razgovor z zdravnikom, ki je v klubu, kjer imamo zdaj tudi psihološka svetovanja, ki imamo predavanja tudi na temo zdrave prehrane, predvsem pa sproščanje. In če to vse dosežeš in če si redno telesno dejaven, najmanj pol ure, 1 uro na dan, vse dni v tednu, da lepo skrbiš za aerobno, se pravi vzdržljivostno vadbo, da kombiniraš še vadbo za moč, da lahko opravljaš vse svoje funkcije. Se zelo zmanjša, potem se zmanjša možnost prezgodnega ponovnega incidenta. No, želim vam, ne dvomim, da vam bo uspelo kot predsedniku društva, da boste odpravili še tisti črni lisici tam v Pomurju in v Posočju. To ni samo od nas odvisno, odvisno tudi od odzivnosti lokalnih skupnosti. Razumem. No, ampak vendarle, kot smo videli v primeru gospoda Skrlavnika, vse to, kar ste zdaj govorili, kar zdravniki poveste svojim pacientom in tako naprej, pogosto vendarle ni dovolj. Ljudje pogosto vseh teh opozoril ne jemljemo dovolj resno. Kaj bi k temu pravzaprav lahko dodali? Jaz mislim, da mi s tem, ko dejansko bolniku razložimo na laičen način. Pa nekaj časa se držimo, potem pa spet pozabimo, kot smo slišali v zgodbi. Ko mi enkrat na laičen način razložimo bolniku, tako da on razume in da mi vemo, da on razume, potem mislim, da je stvar njegove osebne odločitve, osebne odgovornosti. In seveda tukaj je ključna tudi podpora in pomoč svojcev, da se določenih razvad, ki zmanjšujejo učinkovitosti sekundarne preventive, ta bolnik odreče. Torej, recept je v naši glavi, hočete reči. Tako, to je v naši glavi in enostavno tukaj je verjetno ključna vloga, saj pri določenem procentu bolnikov neke učinkovite psihoterapije tukaj, ki dejansko tega človeka spravi na pravo pot. Povejte mi še nekaj, naprimer, da smo idealni bolniki in res skrbimo zase in tako naprej. Katere terapije pa pravzaprav so sploh nam na voljo? Kakšna zdravniška pomoč oskrba nam je na voljo? Ali obstajajo tudi, ne vem, kakšni novi prijemi, do katerih morda težko pridemo, torej običajni ljudje, Povejte nam kaj v tej smeri, prosim. Jaz z naše strani se mi zdi ključno, da bolnik redno jemlje tista zdravila, ki jih priporočimo. Priporočimo namreč zdravila, ki dokazano izboljšujejo kvaliteto preživetja in podaljšajo preživetje. In da se na račun kakšnih prehrambenih ali drugačnih dopolnil tem zdravilom ne odreče. To je ključna stvar z naše strani. In seveda to, kar je primarij Poles povedal, vse ta načela sekundarne preventive, ki v bistvu v kratkem rečeno obsegajo zdrav način življenja. To vsak izmed nas nekako ve, kaj je zdravo, in tisto, kar je zdravo, je seveda tudi zdravo in pravilno za bolnika po srčnem infarktu. Dobro, hvala lepa. Predlagam, da se zdaj posvetimo še vprašanjem publike, ki ne dvomim so tudi zanimiva in relevantna. Naprimer, eno vprašanje, ki smo jih prijeli zdaj med telim posvetom je, kako vpliva nihanje pritiska na srce? Naprimer, če si razburjen. Primarij Poles.
Ja, zdaj, razburjenje je v bistvu stres in vsak stres se v vsakem bitju kaže primarno s tem, da se dvigne frekvenca, srčni utrip in srčni tlak, oziroma krvni tlak, kar seveda pomeni, da v tistem trenutku je enaka zgodba, kot če bi bil telesno obremenjen. In vsako nenadno divja preobremenitev lahko pripelje tudi do incidenta. Pomeni, da se pravi zelo dinamičen ali pa hud stres, ki ga ne uspeš ublažiti, lahko pripelje do zapletov. Bi kaj dodali na to? Jaz bi samo to dodal mogoče, da bi svetoval, da se ne razburjajo ljudje zaradi nepomembnih stvari. In ko je enkrat zdravje, lastno zdravje, bom rekel, na tehtnici, potem vidiš, koliko so večina stvari, za katere si mislil, koliko so pomembne, so v bistvu nepomembne. Tako da prvo je preventiva, da se pač človek ne razburja, drugo je pa, da se mi zdi, tako lepo Slovenijo imamo, tako lepo deželo, da uživamo sleheren trenutek in dejansko se izognemo tem stresu. In čim manj škodujemo en drugemu, ne bi lahko še rekli. Dobro, še eno zanimivo vprašanje. S katerimi preiskavami lahko zdravnik zazna, da se napoveduje srčni infarkt? Ali je mogoče z ultrazvokom ali s kako drugo napravo preveriti stanje žil, v katerih tiči vzrok za srčni infarkt, sprašuje gledalka Vanja. Izvolite. No, z vsemi preiskavami, ki jih je gospa Vanja navedla in še s kakšnimi dodatnimi, mi lahko ugotovimo, da ima človek obolenje koronarnih arterij. Temu rečemo koronarna ateroskleroza, kar po domače pomeni, da so lehe polne holesterola in kalcija v koronarnih arterijah. To lahko ugotovimo, vendar dejstva, ali bo kdo, ali bo tak bolnik imel srčni infarkt in kdaj ga bo imel, tega pa pač zaenkrat ni moč predvideti. Edina stvar, ki je učinkovita, da zmanjšuje verjetnost teh dogodkov srčnega infarkta pri bolniku, za katerega vemo, da ima to koronarno bolezen, je zopet ta zdrav način življenja, preventivni ukrepi, zdravljenje visokega pritiska holesterola, visokega krvnega sladkorja, vzdrževanje idealne telesne teže, redna telesna aktivnost in vse to. Edini na genetski faktor pač ne moremo vplivati, na vse ostalo pa seveda lahko. Je tukaj dodati? Ja, namreč to je ta človeška neumnost. Kar nekaj bolnikov imam, ki so šli v tujino si genetiko preveriti, ali imajo razlog bojazni pred nenapovedanim infarktom. In seveda na dva sta prišla z novico, da sta genetsko pozitivna. Ampak investirala sta v raziskavo, v sebe pa ne več. Preiskavo imata, nekje v zadju, ampak naprej še živita tako, kot sta živela prej, še vedno sta kadilca oba in lepo mirno, preobilna in prelena živita v tej naši lepi Sloveniji. Torej, kaj ti pomagajo vse raziskave, če potem ne znaš modro ukrepati? Kako pomagati osebi s srčnim infarktom do prihoda reševalne ekipe, če se nahajaš v odročnem kraju? Seveda ne živimo vsi v Ljubljani, ne živimo vsi v večjih mestih, veliko nas živi v majhnih vaseh, dolgo traja, da pridejo reševalna vozila za nas. In še pod vprašanje, kateri aspirin je najboljši za hitro pomoč? Izvolite, profesor Noč. No, ključna je prepoznava, o čemer smo prej govorili. Prepoznava strani laika, da gre lahko za srčni infarkt. In ko seveda laik to prepozna, to situacijo, naslednja stvar je ključen klic 112. Urgentno medicinsko pomoč, ki bo zadevo prepoznala, prišla takoj na mesto. In dejansko v Sloveniji imamo velik luksus, da imamo že 20 leto razvit zelo učinkovit sistem za zdravljenje srčnega infarkta, centraliziran v centrih, kjer to žilo srčno, ki se je zaprla s krvnim strdkom, odpremo. Tako da, če bolnik pride pravočasno, čim prej na to mesto, bo seveda imel zelo dobro prognozo. Seveda, eden izmed ukrepov laika na terenu, kot ga navaja gledalka, je seveda tudi to, da se vzame aspirin. Zdaj, ponavadi nimamo glih izbire, kateri aspirin imamo doma, skratka, kakršenkoli aspirin imamo, je seveda nekaj, kar je smiselno takrat vzeti. Ne pa ostanek nekega viskija, o katerem je prej govoril eden od naših sogovornikov. No, viskiju bi se odrekli. Bi se odrekli, tudi vi, ne dvomim. Ja.
Sicer mu lahko daš kakšno tabletko proti bolečinam tudi, ne? Pa kakšno pomirilo, da se čim bolj umiri, pa počakaš potem, da pridejo. Ne? Tako, da pridejo reševalci. Še eno vprašanje našega gledalca. Doživel sem infarkt, pri napadu me ni bolela roka ali vrat, pač pa želodec in imel sem pekočo bolečino v pljučih. Niti se nisem zavedal, da gre za infarkt, ali so v primeru, da se infarkt ponovi, torej gospod sprašuje za morebitno ponovitev, ali so simptomi enaki. Prosim, gospod primarij. Ja, zdaj, profesor Noč je že uvodoma govoril o sevanju bolečine in tipičnih znakih bolečine. To velja zopet za nekaj 80%, 70-80%, medtem ko seveda sem v lastni praksi doživel kar dva dogodka, ki sta se končala potem, ko je bolnik in sta oba bolnika že hodila okrog zdravnikov. Eden je imel vedno bolečino v desni rami in pod desno lopatico, drugi pa seveda vedno v želodcu oziroma v trebuhu, in ker je imel hkrati tudi gastritis, je pogosto pripisoval dogajanje želodcu in ne srcu. Atipično ali pa tipično se tudi opisuje, da v 15% se bolečina lahko širi kam drugam. In seveda, zdaj zopet zgodba, če imaš enkrat infarkt, ki je samo prizadel levo koronarno žilo in se ta živčna bolečina po živcu prenese lahko v levo ramo in levo nadlaht, potem se ti pa lahko zgodi tudi dejstvo, da dobiš pa na desni koronarki, ki pa je odgovorna za spodnjo steno, ti pa lahko bolečina mirno seva tudi v predel želodca in trebuha in je seveda ta slika lahko malo zabrisana, če si pričakoval, da se ti bo infarkt ponovil v enaki obliki. Vedno je treba biti pozoren in pač opredeliti bolečino, se opazovati in tudi prav čas poklicati in ne zamahniti z roko, pa reči, ni nič. Torej, ni v bistvu čisto enoznačnega odgovora. Vse je mogoče, kaj ne? Bi tu še kaj dodali mogoče? Ja, seveda, tako kot vsako stvar v življenju obstaja neka Gaussova krivulja in dejansko večina ljudi ima neke tipične simptome, določen procent jih pa seveda nima. Važno se mi zdi, da se prepozna res tiste tipične in se pravilno ukrepa. Tako, in da se ukrepa naprej. Nekaj smo že povedali, če obstajajo predispozicije za infarkt, morda samo čisto na kratko, torej smo že rekli nekaj genetika, življenjski slog, kaj sem še pozabila? Sladkorna bolezen, debelost, debelost, nedejavnost, visok pritisk, visok holesterol, ki ga je treba zdraviti, ne moreš zamahniti samo z roko, kot nekateri pravijo. Je pa pomembno mogoče tukaj poudariti, da bodo prišli, odnosno prihajajo tudi ljudje brez teh dejavnikov tveganja za srčnim infarktom in občasno mi reče, to je pa res krivica, zakaj pa je mene. Ja. To samo, bom rekel, ponazarja, kako pomembno je, da vsak laik, ne glede na to, ima dejavnike tveganja, ne prepozna te klasične znake in pravilne ukrepe. Tako. V koliko minutah je še mogoče rešiti človeka, ki je doživel srčni infarkt? Nekaj smo že odgovorili na to temo, ne? Zdaj štejemo minute. V čim krajšem času do zdravnika, ki lahko odpre žilo. Ja. Ali pa pomaga z zdravilom. Ja. To ste tudi že vi malo prej dejali. Morda pa vendarle povemo še kaj dodatnega o rehabilitaciji. Tu imamo vprašanje, koliko časa traja rehabilitacija, koliko časa smo odsotni od dela. To so take čisto praktične skrbi, seveda, ki nam vsem rojijo po glavi, kadar razmišljamo o takšnih boleznih, ne? Ali moramo spremeniti službo, moramo manj stresno službo iskati, manj obremenjujoče, kaj sploh lahko dela človek po infarktu, recimo tudi, če govorimo o zelo težkih fizičnih opravilih. Kaj nas čaka? Izvolite. No, jaz se bom vrnil na tisto, na začetek. Če dejansko ta veriga od začetka srčnega infarkta do tega, kar je doktor Poles rekel, da mi odpremo srčno žilo, če dejansko vse to poteka zelo hitro, bo obseg srčnega infarkta majhen. In to pomeni, da se bo ta človek praktično vrnil lahko v življenje, kakršnega je imel. In to se mi zdi največji uspeh zdravljenja in k temu moramo težiti. Skratka, jaz kot zdravnik si za vsakega svojega bolnika želim, da se vrne v situacijo, kot jo je imel prej in skuša normalno živeti,
ob upoštevanju vsega tega, kar ga je seveda naučil ta infarkt in o čemer smo govorili. No, ampak če dovolite, kaj pa kažejo izkušnje, koliko ljudem pa ni omogočeno, da se vendarle vrnejo v svoje prejšnje življenje? Ja, jaz poznam veliko, res s tem učinkovitim sistemom, ki ga imamo v Sloveniji, zdravljenja srčnega infarkta, se zelo, zelo velik procent bolnikov vrne v normalno življenje in mi pošiljajo kartice s kolesarjenjem, s hribom in podobno. Tega sem vedno najbolj vesel. Tega ste veseli, ne dvomim. Izvolite. Ja, tukaj se mi zdi pomembno poudariti, da ne bo zdaj to eno zvočno zazvenelo. Ja, brez urgentne kardiologije bi bilo preživetje bistveno slabše. Je pa res, da je dobro stentiranje samo ena epizoda v koronarni bolezni. In tu je tudi za mene velikokrat tudi krivica, ki se zgodi bolnikom, ko jih pravzaprav po 3 dneh odpustimo domov in rečemo, da je vse ok. Nič ni ok, opustite. Ok je samo žila, ki je bila akutno rešena. Potem je pa seveda pot pred njim, ko mora pravzaprav reševati svoje ostalo žilje, skrbeti za to, da ne bo arterioskleroza hitro napredovala, da se ne bodo tiste zožitve, ki so bile včeraj ob tem stentiranju 50-60%, 40 ali manj označene v procentih in jih nismo razširili, ampak te bodo jutri postale pomembne. In je treba seveda bolnika opozoriti na to, moramo ga naučiti zdravo živeti, moramo ga sprostiti, moramo ga motivirati za zdravila in za lastno življenje, seveda moramo ga napotiti v rehabilitacijo, ki mora biti življenjska. In tukaj imamo seveda še veliko dela, ne samo v koronarnih društvih, ne samo v družinah, ne samo v naši družbi, ampak tudi v kardiološkem druženju. Kako pravzaprav bolnika opismeniti in mu dati celovit podatek o tem, dokot zmore. Pravzaprav zmore vse do meje frekvence srca, ki mu še omogoča varno delovanje. Ta je pa zelo različna. Ker rešiš recimo stentiranje eno žilo, ampak je vprašanje, kako je ostalo srce fit. In jih je treba potem individualno obravnavati. Zato se tudi v zvezi trudimo, da bi tudi rehabilitacijo, ki bi morala biti vse življenjska, ravno zaradi tega, ker se po 2 letih vsi vrnejo v star kolovoz, po načelu, kar se Janezek nauči, to Janezek dela. Tako, in pozabijo. Seveda na ta način jih lahko seveda z redno aktivacijo, enkrat tedensko, 2-krat tedensko druženjem v skupini, lahko potem tudi mobiliziramo in stimuliramo, da res skrbijo zase, da se tudi pogledajo v ogledalo in rečejo, naredil sem dovolj in da preveniramo, da preprečujem ponovno dogodek. Tako, spoštovana gosta, velika hvala. Ne dvomim, vsaj jaz, pa gotovo tudi naše občinstvo, nekoliko lažje zremo v prihodnost, zavedajoč, da imamo tudi takšne vrhunske strokovnjake, kot ste vidva. Tako da iskrena hvala za to sodelovanje. Hvala vam. Slišali smo, da vsakdo lahko zboli. Zdravljenje je lahko dolgotrajno, oseba pa lahko kratkotrajno ali dolgotrajno izgubi sposobnost za delo, kar pomeni, da izgubi del prihodkov. Morda bo potrebovala dodatno zdravljenje, strokovno pomoč in nasvete. Zato bo potrebovala dodatna finančna sredstva. Tedaj se nihče ne želi soočiti še s finančnimi težavami, povezanimi z zdravljenjem in izpadom dohodka. Z zavarovanjem pa hude bolezni lahko poskrbimo za finančno varnost v tovrstnih primerih. Kakšno zavarovanje potrebujete in koliko bi vas stalo, lahko preverite seveda na kontaktih, ki so zapisani na zaslonu ter v pogovornem oknu. Vabimo pa vas tudi k spremljanju dogodka o zavarovanju hudih bolezni, ki bo 27. maja ob 18. Govorili bomo o življenju po bolezni in kako lahko zavarovanje pomaga v tovrstnih primerih. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.